Trenutna kriza nudi tudi marsikatero priložnost. Kako je za nakupi podjetja ali ustanovitve podjetja, bomo danes govorili z gospod doktorico Marijo Škof. Pozdravljeni. Dobro jutro. Kakšne so vaše izkušnje? Dobro jutro, lep pozdrav vsem. Seveda trenutna situacija nudi marsikatere priložnosti tudi, ali pa tudi marsikdo želi morda zaključiti posel, ki ga je začel pred to krizo. Če govorimo o teh možnostih, recimo o nakupu podjetja ali ustanovitvijo podjetja celo, ali morda celo o nakupu nepremičnine, ki ste si jo želeli in ki ste jo želeli kupiti, potem seveda to obdobje COVID-19, ko smo vsi prisiljeni, da ostanemo doma in delamo od doma, ne prepreči, da zaključujemo teh poslov. To pa zaradi tega, ker vse te posle tam, kjer je potrebno, da smo na licu mesta in tam podpišemo, recimo pred notarjem z overjenim podpisom ali pa celo v obliki notarskega zapisa, vse to lahko storimo tudi preko pooblastila. To se pravi, kupec, ki je v drugi državi, lahko v svoji domači državi, recimo v Sloveniji, poda pooblastilo pooblaščencu v drugi državi v obliki, kot je to pač potrebno za državo, v kateri se akt sklepa, se pravi pogodba o nakupu podjetja ali pogodba o ustanovitvi podjetja, družbene pogodbe, pogodba o nakupu nepremičnine. Vse to lahko podate pooblastilo v domači državi, posredujete pooblastilo pooblaščencu, ki potem tako rekoč v vašem imenu podpiše pogodbo. Sedaj pa seveda tudi ne smete se bati, kar se tiče detajlov in posameznih zadev, kajti pooblaščenec nikoli ne bo prekoračil tega pooblastila, za vse detajle se boste lahko zmenili preko videokonferenc. Odlično, hvala lepa in lep pozdrav.